Lepo pozdravljeni. Družba GEN-I je v poslovnih prostorih v Krškem pripravila letno srečanje mladih proizvajalcev elektrike iz obnovljivih virov. Tam so med drugim predstavili primer trajnostnega energetskega kroga, ki sta ga v sodelovanju razvila GEN-I in Metron Inštitut. Predstavili pa so tudi poslovne izide skupine GEN. Skupina GEN v prvih 3 četrtletjih letošnjega leta beleži 45 milijonov evrov čistega poslovnega izida, kar je nad načrtovanim. Smo močno investicijsko vpeti, tudi v tem istem časovnem obdobju smo v investicije zagotavljanja zanesljivosti oskrbe oziroma novih kapacitet vložili 50 milijonov evrov in s to investicijsko dejavnost tudi nadaljujemo. Imamo projekte, s katerimi delamo, so seveda termoelektrarna Brestanica, hidroelektrarna na spodnji Savi, kjer se trudimo vzpostaviti postopek oziroma pridobiti vsa soglasja za izgradnjo zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Usmerjeni so v dolgoročno zagotavljanje zanesljive oskrbe z nizkoogljično električno energijo po dostopnih in konkurenčnih cenah. Tudi s širitvijo jedrskih kapacitet v Sloveniji, še dodaja Levičar. Ključni cilj GEN Energije je projekt drugega bloka krške nuklearke, s katerim skušajo priti v strateške dokumente. V teh kritičnih oziroma ključnih časih, v katerih se snujejo te strateški dokumenti, smo mnenja, da bo potrebno na vseh 3 dimenzijah trajnostne energetike, to je tako na zanesljivosti oskrbe, potem v okoljskih ciljev, pa tudi pri konkurenčnosti bo potrebno si zadati ambiciozne cilje, ki jih danes ne zaznavamo v teh dokumentih, ki so bili postavljeni navzven. Zato se bomo vedno trudili tudi, da postavimo to enakopravnost vseh brezogljičnih tehnologij, vključno z jedrsko. Na srečanju so veliko pozornosti namenili tehničnim rešitvam za razogljičenje slovenske družbe in uresničevanje zelene preobrazbe. Današnje srečanje je potekalo v zanimivih debatah. Prvi del je bil predvsem naravnan v smer okoljske zakonodaje. Na žalost imamo okoljsko zakonodajo, ki je še zelo, zelo rigidna in ki namesto, da bi obnovljive vire energije podpirala, jih prej zavira, tako da je bila debata kar vroča na to temo z predstavniki ministrstva. Verjamem in upam, da se bodo te stvari začele premikati na boljše, tudi v bodoče, ker je to samo v korist dobesedno vseh prebivalcev Slovenije, pa tudi planeta. Drugi del srečanja so namenili tehnologijam prihodnosti. Predstavili so pilotni projekt trajnostnega energetskega kroga, ki ga GEN-I vodi skupaj z inštitutom Metron in je usmerjen k večji uporabi obnovljivih virov energije. To je v bistvu inštalacija, konkretno res eno manjše podjetje, eno manjšo proizvodnjo, ki lahko z uporabo sončne energije, zalogovnikov energije, električnih avtomobilov in pametnega krmiljenja praktično za večino svojih potreb poskrbi sama. Za preostale si pomaga z energijo iz omrežja, ki je seveda brezogljična, ampak vpliv na omrežje je pa že predtem minimiziran. Ta zadeva je izjemno pomembna. Zakaj? Ker s tem demonstriramo, da so strahovi operaterjev omrežja, da bo z večjim deležem obnovljivih virov omrežja ogroženo, v resnici najmanj zelo pretirani, najverjetneje pa celo nepotrebni. Število ljudi, ki je tako ali drugače povezani z lastno proizvodnjo iz obnovljivih virov, zelo hitro narašča, še dodaja Golob. Zdaj, ko je individualna samooskrba v razmahu, se to giba okoli 5000. Ostajamo v Krškem, kjer nadaljujejo z izgradnjo parkirišča Park and Ride oziroma Parkiraj in presedi v neposredni bližini železniške postaje oziroma pri Vipapu. To še do nedavnega neurejeno parkirišče v gramozni izvedbi počasi že dobiva svojo novo podobo. Parkirišče pri železnici je v dobršni meri že zasfaltirano, en del je še za narediti, nekoliko tudi ponagajalo vreme, sicer pa so še razna dela, kot je na primer postavitev ograj, pa seveda tudi finalni sloj asfalta, bližamo se pozni jeseni, tudi vremenske razmere na to vplivajo. Dela kljub temu potekajo skladno z načrti in kot kaže, bodo dokončana do konca leta. Gre za večji kompleks, saj ga širijo vzdolž ulice. Ja, v bistvu je objekt kar velik, kajti razteza se vse od železniške postaje pa praktično do konca Tovarniške ulice, se pravi nekaj 100 metrov.
S tem se bomo pridobili tudi veliko parkirnih mest, po drugi strani bo pa urejeno tudi infrastruktura na tem delu, tako da v bistvu bo se spremenila celotna podoba ulice. Prostor bo v večji meri namenjen tako imenovanemu park and ride parkirišču. Gre za idejo kombinacije zasebnega in javnega prevoza, ki omogoča, da uporabnik pot v mestno jedro nadaljuje z javnim prevozom. Naj ob tem omenim še, da bo pri železniški postaji postavljeno tudi izposojališče za kolesa, tako da bo celoten sistem izposoje koles obogaten še z enim novim parkiriščem. Po drugi strani pa v Krškem je znano, da primanjkuje povsod parkirnih mest in bodo tudi ta parkirna mesta dobrodošla in prišla kar v uporabo. Parkirišča bodo, vsaj zaenkrat, brezplačna. Parkirišča so predvidena kot brezplačna parkirišča, saj dokler ne spremenimo kakšnega režima, ampak zaenkrat ni predvideno nič, da bi se plačevalo. Parkirišče bo sicer večinoma namenjeno osebnim vozilom, v enem delu pa bo tudi možnost parkiranja tovornjakov. Ja, to je nekje tradicionalno že neko parkirišče tovornjakov, namreč v bližini tovarne celuloze oziroma Vipap, in marsikdo, ki pripelje določen material, tudi tam parkira. Seveda prav veliko teh parkirišč pa ne bo na voljo. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 460 tisoč evrov. Občina Krško pa je za ta projekt pridobila evropska sredstva v višini 240 tisočakov. Nadaljujemo v Sevnici, kjer poteka priprava občinskega proračuna za prihodnje leto. Ambicioznost vsakega proračuna je ob pripravi zelo velika, prav tako velike so želje in potrebe. Vendar so omejeni zviri. Na vprašanje, kako bo oblikovan predlog proračuna za naslednje leto, odgovori sevniški župan Srečko Ocvirk. Viri pa so povprečnina, ki je določena strani vlade oziroma državnega zbora v okviru državnega proračuna, ali pa lokalni viri, ki pomenijo lokalne obremenitve, ali je to nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, komunalni prispevek, s katerim pa tudi ne želimo pretirano obremenjevati občane. Zato so ti omejeni viri v predlogu razporejeni tako, da bi želeli v polni meri slediti tekočim, zakonsko določenim nalogam in čim večjemu delu razvojnih nalog, kjer lahko kombinirajo tudi del evropskih sredstev. To pa je bistveno, kajti v letu 2020 želimo pričeti s prvim projektom iz dogovora za razvoj regij. Gre za projekt hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov na območju celotne občine. Druga dva projekta, opremljanje poslovne cone v Šmarju oziroma industrijske cone in urejanje kanalizacije, pa začetek ali povsem konec leta 2020 ali v začetku leta 2021. Postopek izbire izvajalca gradbenih del, širitve in obnove gasilskega doma poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi se je zaključil, izvajalca so tudi formalno že uvedli v delo. Dela izgradnje prizidka gasilskega doma se bodo po načrtih začela še v letošnjem letu. Z ureditvijo območja bo del degradiranega območja tovarne Vipap revitaliziran, gasilci pa bodo pridobili nove, sodobnejše prostore. Torej, kot je verjetno že opaziti, je v področju tovarne Vipap prišlo do precejšnjih sprememb. Vse te stare objekte, ki so bili tam in so pa pokazali okolje, smo najprej odkupili, potem pa tudi odstranili in moram reči, da se je temu pridružilo tudi samo podjetje Vipap, ki je potem odstranilo še del svojih objektov. S tem smo dobili en nov prostor, svetov prostor, v katerega se umešča gasilska dejavnost, ki tam se sicer že izvaja. Občina Krško bo še leto začela z deli širitve objekta, v katerem delujeta tako poklicna gasilska enota Krško kot prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi. Bili smo pred dilemo, da prostore poklicne gasilske enote energetsko saniramo, ampak hkrati tudi poklicna gasilska enota potrebuje nove prostore zaradi dodatnih vozil in pa predvsem zato, da jim oprema ne propada. Po drugi strani pa so potrebe po prostorih tudi pri prostovoljnem gasilskem društvu Videm. Zato so se v sodelovanju s poklicno gasilsko enoto Krško odločili za obnovo starega objekta in dograditev novih prostorov. Dobili bomo precej večji objekt, kot je sedaj, seveda sodoben, lepo urejen objekt, ki bo hkrati pomenil tudi ureditev tega prostora. Se pravi, ta izpraznjen prostor na območju starega bazena in belilnice v tovarni Vipap bo zrastel ta novi
center za poklicne gasilce in pa prostori za prostovoljno gasilsko društvo Videm. Po pridobljenih ponudbah bo naložba znašala 3,2 milijona evrov in bo krita iz občinskega proračuna. Obenem pa načrtujemo tudi, kolikor bomo seveda uspeli na tem natečaju, da bi se na enem izproščenem delu, ki je še ostal na voljo, dogradilo oziroma zgradil tudi center za vadbo prostovoljnih gasilcev za področje celotne regije, se pravi regijskega pomena. Investitor tega bi bil v večini potem Gasilska zveza Slovenije. Gradnja in obnova gasilskega doma bo po terminskem planu potekala do leta 2021. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Po zaključenem 30. gorivnem ciklusu se je v Nuklearni elektrarni Krško 1. oktobra začel redni remont. Kljub temu so v oktobru proizvedli dobrih 23.000 MWh električne energije. V tem mesecu so v Nuklearni elektrarni Krško uskladiščili 3,328 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. V Brestanici bo med olimpijskim bazenom, igriščem za odbojko na mivki in osnovno šolo Adama Bohoriča zrasel fitnes na prostem. Načrtujejo najmanj 7 naprav, javno naročilo je že zunaj. Z umestitvijo zunanjih fitnes naprav bo zaokrožena celota športno-rekreacijskega centra, pridobljena bo nova aktivnost, ki jo bo v sklopu športne vzgoje lahko koristila tudi osnovna šola, ki je v neposredni bližini. Svetovnemu dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, ki je letos potekal pod sloganom Življenje ni rezervni del, so se v nedeljo pridružili tudi v Krškem. V organizaciji občine Krško in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se na trgu Matije Gubca žrtev prometnih nesreč spomnili s prižigom sveč. Kot vsako leto se je občina Krško tudi letos ob dnevu slovenske hrane pridružila projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. V okviru zajtrka je podžupan občine Krško Vlado Grahovac v petek k zajtrku sedel z učenci ter zaposlenimi na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, ki so ta dan posvetili zdravi prehrani in gibanju ter delavnicam v okviru Društva za boljši svet. Ravnateljica krške osnovne šole Valentina Gerjevič in krški podžupan sta uvodoma po šolskem radiju nagovorila učence ter spregovorila o pomenu lokalno pridelane hrane in zajtrka za zdravje. Petkovo jutro so tudi na osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Prav vsi, učitelji in učenci, so se zbrali v šolski jedilnici in si skupaj privoščili mleko ali čaj, kruh, maslo, med in jabolka. Učenci višjih razredov so povedali, zakaj je zajtrk zdrav in kaj pomeni, če hrano dobimo od lokalnih kmetov. Programi predšolskega varstva v sevniški občini delujejo na 8 lokacijah. Prostorskim potrebam, ki so posledica iz leta v leto višje vključenosti otrok v vrtce, se je občina Sevnica v zadnjih letih intenzivno prilagajala z investicijami in odpiranjem novih oddelkov. V 7 letih se je število oddelkov povečalo iz 34 na 43. V naslednjih letih napovedujejo še nekaj novih oddelkov. V šolskem letu 2019-2020 vrtce obiskuje 730 otrok. To je 16 več kot v lanskem letu. Odstotek v vrtce vključenih otrok iz leta v leto konstantno narašča. Če je bila pred desetletjem vključenost vseh predšolskih otrok v občini Sevnica v vrtce okrog 65-odstotna, ta odstotek danes znaša blizu 85 odstotkov. Želimo slediti potrebam, ki nastajajo in nekako sprejem v vrtce je onemogočen zaradi pomanjkanja prostora nekako v drugi polovici šolskega leta, tam konec zime proti pomladi, in ocenjujemo, da bo potrebno dodatne kapacitete urediti v Sevnici, najprej nekako verjetno 3 oddelki oziroma 3 igralnice in tudi v Boštanju dodatno urediti nekaj prostorov. Ocenjujejo, da bodo s tem zagotovili zadostno število mest v vrtcih. To niso več tako velike investicije, kot so bile v preteklosti, vendar zelo, zelo potrebne za starše, ki ne morejo dobiti varstva takrat, kot ga želijo. Z namenom vzpodbujanja mreženja znanja, nadgradnjo kompetenc in vzpodbujanjem internacionalizacije ter tako imenovanega coworkinga je občina Krško pristopila k rekonstrukciji objekta na naslovu Cesta krških žrtev 44 v Krškem, saj želi v njem vzpostaviti podjetniški inkubator. Trenutno se še izvajajo gradbena dela, ki bodo potekala do konca leta.
Občina Krško je v letošnjem letu pristopila k izvedbi projekta Podjetniški inkubator Krško, ki ga je prijavila v dogovor za razvoj regij. Dela na objektu, ki se nahaja v starem mestnem jedru, zdaj večinoma potekajo v njegovi notranjosti. Skupna vrednost naložbe znaša dobrih 470 tisoč evrov, od tega sofinanciranje naložbe skladno z dogovorom za razvoj regij znaša 385 tisoč. Pri tem objektu je zanimivo to, da je praktično v celoti investiran ali pa financiran strani Evropske unije. Tisti del, ki ga mora zagotoviti občina, so samo neupravičeni stroški, se pravi, če karkoli dograjujemo, in pa seveda DDV. Dela na projektu potekajo po planu. Njegovo izvajanje je sicer razdeljeno na 3 aktivnosti. V prvi, ki se zaključuje, gre za gradbena dela. Objekt bo predvidoma dokončan še v letošnjem letu. Naslednja aktivnost je opremljanje, ki je predvideno v naslednjem letu. Ko bo zaključeno, bo inkubator na voljo za uporabo. V zadnji aktivnosti, ki bo trajala do konca leta 2021, pa bo potekalo komuniciranje in obveščanje javnosti o projektu in o vključitvi v inkubator. Namen je pa seveda, kot smo rekli, podjetniški inkubator, Center za podjetništvo in turizem naj bi potem skrbel za njega. V njem pa naj bi v tem delu pa naj bili prostori za novo nastajajoča podjetja, ki potrebujejo za svojo dejavnost čim cenejše prostore, ki jih lahko dobijo po najnižji možni ceni, se pravi, da jih ti stroški, fiksni stroški na začetku ne omejujejo pri svojem razvoju. Sledi pregled športnega dogajanja. Selimo se na osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja, kjer so v petek ob dnevu slovenske hrane pripravili tradicionalni slovenski zajtrk. Odgovoren odnos do okolja pa so povezali z dobrodelno noto. Poglejmo. V okviru dneva slovenske hrane je letos že 9. leto zapored potekal projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, v katerega so vključeni slovenski vrtci in osnovne šole. Akciji se pridružuje tudi osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja. Vsako leto na naši šoli imamo zajtrk, ki pa spadajo med, maslo, kruh, mleko in jabolka. Vse od lokalnih pridelovalcev, med je iz šolskega čebelnjaka. Ob dnevu slovenske hrane poleg osveščanja o pomenu zajtrka želijo tudi promovirati kratke prehranske verige od proizvajalca do potrošnika. Zato so na osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja na ta dan pripravili naravoslovni dan. Ker gremo obiskati kmetijo, tam nam bodo razložili, kako pridelujemo hrano. Osnovni cilj projekta je izobraževati in ozaveščati otroke v vrtcih in šolah, vzporedno s tem pa tudi širšo javnost. Sicer pa na osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja učence na različne načine spodbujajo k zdravim prehranjevalnim navadam. Za šolo imamo mi velik sadovnjak, imamo nekaj vrta, imamo svoj čebeljak in bom rekla, vsa ta leta, kar smo na tej lokaciji, posvečamo veliko pozornosti doma pridelani hrani, bom rekla lokalno pridelani in seveda, če se pridno obdeluje zemljo, je potem tudi prav, da se po koncu, torej ko se poberejo pridelki, tudi poveseli, pripravi kakšna jed iz teh pridelkov. Tako so že pred več kot 20 leti začeli z likofom. Prav tu v tej jedilnici, ko so se zbrali učenci, učitelji iz pridelkov našega sadovnjaka, vrta, čebeljaka, pripravili nekaj jedi in se poveselili in na nek simbolen način tudi zahvalili, bom rekla, naravi za vse to, kar nam je dala. Danes vemo, da je iz tega likofa, iz te, bom rekla, jedilnice, ta običaj prerasel v našo osrednjo šolsko prireditev, ki jo bomo letos prvič izvedli v Kulturnem domu Krško.
Tokratni tradicionalni slovenski zajtrk s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolkom je imel tudi dobrodelno noto, saj sta predstavnica družbe Kostak Samanta Zobec in Kristjan Pinosa iz zavoda Knof šoli predala zbrana sredstva iz akcije Odgovorna svečka, ki je v Krškem potekala pred 1. novembrom. To je svečka, s katero želimo zmanjšati negativni vpliv plastičnih sveč v Krškem in ozaveščati. Je bil pa tudi projekt z dobrodelno noto, tako da smo želeli tudi malo pomagati in pokazati tudi mladim, kako je v bistvu ekologija pomembna in kako v bistvu na nek način tudi oni lahko vplivajo pri teh zadevah. Prodalo se je 553 svečk. Tako da smo kar zadovoljni, res z vsakim prispevkom in da so se tudi ljudje v tako pozitivnem smislu odzvali na našo pobudo. Res smo veseli. Donacijo v višini dobrih 838 € bodo namenili za nakup noš za šolsko folklorno skupino. Tradicionalni slovenski zajtrk so učenci sicer obeležili s kulturnim programom. V sklopu občinskega praznika občine Sevnica so v domu upokojencev in oskrbovancev Impolca pripravili dan odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko ogledali, kako poteka dan v njihovi enoti ter katere aktivnosti izvajajo. V okviru praznovanja občinskega praznika občine Sevnica so se letos z dnevi odprtih vrat vključili tudi v domu upokojencev in oskrbovancev Impolca, ki so želeli obiskovalcem predstaviti utrip življenja v domu. Ki je zelo pester, bogat, v glavnem naše stanovalce spodbuja k čim bolj aktivnemu življenju. Naši ljudje so mlajši, mnogi še polni idej, želja, ciljev in to želimo tudi pokazati širši javnosti. V pestrem naboru aktivnosti, ki jih v domu izvajajo, sodijo tudi likovne delavnice. V prostoru je več točk izdelave, pojasni likovna terapevtka. Na eni strani imamo ulitke, ki jih potem dogradimo, pobarvamo in gre naprej v prodajo kot polizdelke. Večji del so tukaj polizdelki in jih potem nadgrajujemo. Tako so mozaiki, potem obrisovanja, potem naprej izdeluje za domačo rabo polnila, potem tudi unikatne, bom rekla prav, slike in risbe po naročilu. Potem delamo tu še kolaž iz usnja, tukaj že spet za dekorativni in pa seveda unikatne slike. Izdelke oblikujejo za lastno uporabo ali prodajo, sicer pa se redno udeležujejo natečajev, domačih in mednarodnih. Tukaj je sproščeno, po večini je samo radio in tukaj lepo tiho ustvarjamo. Vsak dan delamo od ponedeljka do petka. In seveda tudi imamo še razne likovne krožke, katerem potem lahko dodatno implementirajo svoje znanje in gre potem naprej za natečaj. Njihove izdelke pa obiskovalci doma lahko občudujejo v razstavnem kotičku v avli doma. Naš dom je namenjen odraslim osebam s posebnimi potrebami. Na tej lokaciji živi nekje 265 stanovalcev in stanovalk. Imamo pa še 5 dislociranih bivalnih enot na območju Sevnice, kjer živi pa 41 uporabnikov. V drugačnem konceptu, v bolj domačem, bom rekla, okolju, sami skrbijo zase po svojih zmožnostih, s pomočjo zaposlenih seveda. Dom upokojencev in oskrbovancev Impolca ima kapacitete polno zasedene. Ta in prej omenjene dislocirane enote štejejo 187 zaposlenih. Ta sistem je pravzaprav zelo odvisen od timskega dela. Brez timskega dela ne gre, vsakodnevno sodelovanje, usklajevanje, ki je v bistvu podrejeno temu, da so naši stanovalci zadovoljni, srečni, da kljub določenim težavam na področju zdravja lahko čim bolj v polnosti živijo to življenje. Za konec poglejmo še na spletni portali posavje.com, sledijo najbolj brane novice minulega tedna.
Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.